Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, predlagam, da začnemo z današnjo 11. redno sejo občinskega sveta občine Prevalje. Sklepčni smo, ste upravičila se gospa Liza Kožja-Kapler, Porija. Pred vami je dnevni red 11. redne seje. Dajem dnevni red v razpravo, želi kdo razpravljati v dnevnem redu. Če ne želi potem... Jaz bi. Izvoli. Jaz bi imel sem en postopkovni predlog, da bi na naslednji seji imeli točko realizacijo v poplavah 2023. Zdaj bo eno leto, kar so bile majske poplave, 9 mesecev, kar so bile avgustovske poplave, pa mislim, da bi bilo prav, da bi tudi člani občinskega sveta, pa tudi ljudje vedeli, kakve so bile aktivnosti do zdaj, pa zato bi predlagal postopkovno na naslednjo sejo ali pa eno od naslednjih sej. Hvala predlog. Kar se mene tiče, spet bomo pripravili poročilo, ker takrat tega moramo pripraviti tudi za državo. Še kdo v dnevnem redu? Če ne dajem dnevni red na glasovanje, kdo je za sprejem dnevnega reda seje? Vsi za. Hvala. Smo pri pregledu in potrditvi zapisnika 10. redne seje, 15. in 16. dopisne seje. Dajem zapisnike v razpravo, želi kdo razpravljati v zapisnikih. Če ne, potem dajem potrditev 10. redno sejo, 15. in 16. dopisna seja. Kdo je za potrditev zapisnikov? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 4, zaključen račun proračuna občine Prevalje za leto 2023. Prosim, Veronika, za kratko obrazložitev. Izvolite. Skladom z 98. členom zakona o javnih financah so strokovne službe občine Prevalje pripravile zaključen račun proračuna občine Prevalje za leto 2023. 28. smo podali bilance na ESES, 32. marca smo pripravili obrazložitve zaključnega računa, ki jih posredovali na Ministrstvo za finance in županov. Župan je predlog zaključnega računa proračuna občine Prevalje predložil občinskemu svetu do 15.4. na mejn v obravnavo za prvo naslednjo sejo občinskega sveta. Sklep ob sprejetju zaključnega računa moramo v 30 dneh posredovati na Ministrstvo za finance. Celotni prihodki so bili v letu 2023 realizirani v višini 31.038.000, kar pomeni 90,2% realizacijo proračuna. Proračun je bil sprejet v mesecu januarju 2023, rebalans 1 v mesecu juniju in rebalans 2 v mesecu novembru 2023. Največja odstopanja so bila pri prihodkih iz naslova druga prijeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo. To so bila sredstva za intervencijske stroške v višini 10.357.000 in sredstva prijeta iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov v višini 9.436.545. Tako da so ostali redni prihodki v proračunu cirka 11 milijonov, kar pa je sestavljeno iz dohodnine 4.600.000, davka na premoženje 750.000, nedavčni prihodki 1.140.000, prijete donacije 422.000, prijeta sredstva iz državnega proračuna 3.410.000 in prijeta sredstva iz državnega proračuna iz Evropske unije iz sredstev 500.000. Odhodki so bili realizirani v višini 28.028. Razlika med prihodki in odhodki je presežek 3.010.000 in se poveča z najetjem dolgoročnega kredita in zmanjša z odplačili. V letu 2023 smo najeli kredit v višini 1.925.877 evrov, kar pomeni, da smo se zadolžili pri javnem skladu Ribnica za 721.000,
potem pri banki za 250 tisoč, pri ekoskladu za 550 tisoč in odplačila dolga so bila v letu 2023 v višini 393 tisoč 269. Vsa sredstva neporabljena v višini 6 milijonov 357 so se prenešla v proračun za leto 2024. K zaključnemu računu ste prijeli gradivo, poleg splošnega in posebnega dela, še realizacijo načrta razvojnih programov, potem realizacijo načrta razpolaganja stvarnim premoženjem in realizacijo kadrovskega načrta, potem še sklepe o prerasporeditvah, inventurni elaborat, namenske prihodke, poročilo o porabi sredstev rezerve in poročilo stanje COFOK. Za podrobno vprašanja pa smo na razpolago. Hvala lepa. Odbor za proračun in finance, prosim, Zdravko. Odbor za proračun in finance se je seznanil z zaključnim računom proračuna občine Prevalje za leto 2023 in sklenil, da ga predlaga občinskemu svetu občine Prevalje v obravnavo in sprejem. Zaključni račun proračuna občine Prevalje za leto 2023 se objavil v uradnem listu glasila slovenskih občin. Glasovanje je bilo 6 za. Pod 2 občinski svet oziroma premoženjsko zadevo bomo pol ločeno imeli, tako da bom pol drugi sklep še povedal. Hvala. Hvala. Dajem v razpravo zaključni račun občine Prevalje za leto 2023. Želi kdo razpravljati? Kako vprašanje? Izvoli. Jaz bi sam dve zadevi bi rad vedel, kaj je pri tem, ne? In sicer pri intervencijskih sredstvih. Rezerva je bila oblikovana v višini 10 milijonov 267 tisoč, porabljena je pa 9 milijonov 432 tisoč, ne? In je to razlika 835 tisoč, pa če zdaj upoštevam še to, kar bomo pač priznali kot intervencijska sredstva, 616 tisoč evrov, a ne, mi še vseeno 200 tisoč evrov nekih manjka, pa ne vem, jaz jih v proračunu nisem našel, no. To je ena stvar, drugi stvar je pa, mi smo lansko leto zaključili finančno z temi plazovi Kot Leše, druga faza, drugi del, Kot Leše, tretja faza, prvi del, Rašešnik, Roži pa Gradišnikov most. In to je bilo strani MNVP-ja, financirano 2 milijona pa 100 tisoč evrov približno. Tule v zaključnem računu pa vidim, da je 1 797 tisoč, to se pravi, da še 300 tisoč nekje pa nisem najdel, no. Zdaj pač te dve stvari me zanimata, no. Hvala. Jaz mislim, sej bomo tako ali tako pisno tudi dali odgovor. Imaš, a lahko, kar poveš. Zadržana sredstva. Ja, na intervenciji imamo zadržana sredstva Most Jamnica, 144 tisoč, odvod Prevalje imamo za asfalt, 455 tisoč, potem imamo most čez Mežo, 10 tisoč, Ponikvalnica, 227 tisoč, je skupno 835 tisoč. To bo mi? Ja. Klopi. Klopi. Za plazove pa imamo 1 milijon 121 343, Plaž Žagarjev Mlin Kot Leše, faza 2 514 649, Gradišnikov most 280 461, Plaz Rožej 74 533, pa Plaž Žagarjev Mlin Kot Leše trojka 251 699. A to so zadržano sredstva? To 31.12. ni bilo nareto.
Zato tudi nismo izvajalcem plačali faktur. Koliko je zadržanih sredstev, kdo me zanima? Zadržanih sredstev na plazovih je 1 121 343 To z DDV-jem ali brez? z DDV-jem. Jasno, ta sredstva so zadržana, ker niso bila dela dokončno odpravljena in smo jih zadržali v proračunu in v teh mesecih zdaj le plačujemo, ko se zadeve zaključujejo, pa določene stvari garancijski roki. Podpis nadzornika. Ja. Izvoli. Hvala. Jaz bi pa samo vprašal, mogoče sem spregledal ali kakorkoli, bi pa vprašal, ko smo se nekaj zadržovali, koliko imamo še sredstev, da se lahko zadolžimo, prosim. Ne, ni prikazano. Trenutno v proračunu za leto 2024 imamo samo črpanje, ki ga v letu 2023 nismo izvedli. To gre za vodooskrbo Prevalje. Tako da tekoče ne planiramo zadolžitve, je pa zadeva tako, da je po interventnem zakonu možnost dodatnega zadolžitve. Predčasno je bilo 10%, zdaj je pa 15% za odplačila. Gre pa samo namensko za plazove oziroma za sanacijo po poplavah. Mi trenutno teh stvari ne rabimo, ker imamo druga sredstva za to namenjeno. Tako da nov izračun za leto 2024 bo pa glede na oddan zaključni račun za leto 2023 je osnova. Ministrstvo pripravlja številke. Še kako vprašanje? Če ne, potem dajemo zaključni račun občine Prevalje na glasovanje, kdo je za sprejem zaključnega računa proračuna za leto 2023. Kdo je za? Vsi za? Hvala. Smo pri točki 5. Premoženjska bilanca občine Prevalje na dan 31.12.2023. Prosim, Veronika, za kratko obrazložitev. V skladu s 93. členom Zakona o javnih financah smo pripravili premoženjsko bilanco občine Prevalje na dan 31.12.2023. Premoženjska bilanca občine je sestavljena iz premoženjske bilance proračuna občine, iz premoženjske bilance enotnega zakladniškega računa občine Prevalje, iz premoženjske bilance osnovne šole Franja Goloba Prevalje in iz delne premoženjske bilance zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. Največja povečanja so nastala na vrednosti nepremičnin, kar pomeni, da so se glede na leto 2022 povečala sedanja vrednost za 24,5%. To je nominalno 9 986 000. Izhaja pa iz nakupa zemljišč v višini 1 121 000, potem intervencijski vodovod 2 174 000, energetska sanacija družbenega doma 1 131 000, vodooskrba Prevalje 708 000, Koroški plezalni center 1 808 000 in sanacija ceste skozi Prevalje 814 586 evrov. To bi bo na. Hvala. Odbor za proračun in finance, Zdravko, izvoli. Se je seznanil z premoženjsko bilanco občine Prevalje po stanju na 31.12.23 in ugotavlja, da je ustrezno pripravljena ter jo daje občinskemu svetu občine Prevalje v obravnavo in sprejem. Hvala. Dajem razpravo o premoženjsko bilanco na dan 31.12.23. Ima kdo kako vprašanje? Če ne, potem dajem na glasovanje, kdo je za sprejem predlaganega sklepa. Kdo je za?
Vsi za. Hvala. Smo pri točki 6. Dokumentacija za sanacijo po naravnih nesrečah v letu 2023. Prosim. Izvoli. Hvala za besedo. Tukaj imamo kar nekaj DIP-ov in IP-jev, torej dokumentacijo projekta, investicijsko dokumentacijo projektov. Na kratko bom predstavila, res zelo kratko, vse te dokumente. Prvi dokument se nanaša na dokument identifikacije investicijskega programa, torej na kratko DIP in investicijski program IP plazovi na cesti JP 851 971, to je cesta Žig. In sicer tu gre za odsek v dolžini 1390 metrov, kjer je zelo razgiban teren na dveh odsekih, bo potrebno stabilizirati tudi nasipno stran ceste, kjer bo potrebno narediti kamnite zložbe. V zaledju ceste je tudi večji dotok meteorne vode, zato so planirani tudi odvodniki te meteorne vode. Vrednost investicije znaša 997 000 evrov, približno za DDV. Drugi dokument identifikacije investicijskega dokumenta, torej DIP, se nanaša na poškodovano cestišče na cesti JP 851 532, to je cesta za zaselko Trg številka 4. Tu gre za odsek v dolžini 400 metrov, kjer je predvideno asfaltiranje javne poti ter obnova kanalizacije in vodovoda. Vrednost projekta je 329 000 evrov z DDV. Naslednji DIP se nanaša na plazove na cesti pri postaji Ortan, odsek proti kmetiji. Gre za odsek v dolžini 120 metrov, kjer je predvidena sanacija plazu in javne poti. Vrednost projekta pa je 153 000 evrov z DDV. Naslednji dokument je DIP, ki se nanaša, in IP, ki se nanašata na poškodovano cestišče LC 350-371, to je cesta Prevalje-Šaver-Strojna, odsek Prevalje-Križišče Brinjava Gora. Gre za odsek v dolžini 2240 metrov, kjer je več manjših usadov, potrebni sta dve podporni konstrukciji v dolžini cirka 30 metrov. Vrednost investicije znaša 984 000 evrov z DDV. Naslednji DIP se nanaša na plazove na cesti LC 350-371, to gre za cesto Prevalje-Šaver-Strojna, odsek Križišče Brinjava Gora, Gočeva Raven. Gre za odsek v dolžini 284 metrov, potrebno bo sanirati manjši usad v dolžini 120 metrov in izgraditi dva podporna zidova v dolžini od 15 do 20 metrov. Vrednost investicije znaša 211 000 evrov z DDV. Naslednji DIP se nanaša na poškodovano cestišče, cesta v zaselku Trg številka 6. Gre za odsek v dolžini 90 metrov, kjer je predvideno asfaltiranje javne poti ter obnova kanalizacije in vodovoda. Vrednost investicije znaša 186 000 evrov za DDV. Naslednji DIP se nanaša na poškodovan daljinski vodovod med Mežico in Prevaljami, vodohran Dobrnik. Gre za izgradnjo vodohrana Dobrnik kapacitete 500 kubikov, ki je potreben za zagotavljanje rezervne vode in za izravnavanje neenakomernosti dnevne rabe. Vrednost investicije znaša približno 450 000 evrov z DDV. Na kratko, hvala. Hvala. Odbor za KCG, Matej Peček, izvoli. Odbor je obravnaval vse navedene DIP-e in IP-je, se z njimi strinjal, pa sicer z eno pripombo, da je pač potrebno uskladiti vse ID-je navedenih odsekov. Hvala, odbor za proračun in finance, Zdravko, izvoli. Je tudi se seznanil z vsemi 7 DIP-i, potem, ko je že predtem odbor za komunalno cestno gospodarstvo zadeve obravnaval in povzema tudi njihov sklep ter predlaga občinskemu svetu, da se tako korigirani oziroma pregledani DIP-i potem sprejmejo. Hvala. Hvala lepa. Nekaj smo že popravili, nekaj še popravljamo, tako da bojo ID številke natančne in številke cest, da ne bo prišlo
do kakih sprememb. Jaz sem že zadnjič na KCG-ju dal eno tabelo vseh sanacijskih programov, ki jih imamo za letos predvidene. Teh sanacijskih programov jih še zdaj dopolnjujemo, ker so neke napake v številkah pa v ID-jih v tej tabeli, ki je neuradni dokument, ampak en povzetek vseh investicij, ki smo jih že začeli in ki jih bomo začeli v letošnjem letu v tem času do jeseni, ko poteče ta enoletni rok izvajanja predhodnega programa, ki potem pride v redni program. Zdaj, mi upamo in računamo, da bomo veliko teh del, glavnino teh del popravili. Gre za v bistvu 35 projektov na sanaciji plazov, infrastrukture v višini enih 25, 26, 27 milijonov evrov. Podpisane pogodbe so z 12 različnimi gradbenimi izvajalci. Pomeni, smo poskušali razpršiti za to, da bomo čim več v letošnjem letu sanacije posledic poplav naredili. To tabelo vam bomo v ponedeljek oziroma v torek še pred prazniki poslali ažurirano, da boste imeli en seznam vseh teh 35 investicij. K tem investicijam seveda še pa spada nakup zemljišč in komunalna oprema zemljišč, ki smo jih kupili za nadomestitvene gradnje Holmec, Hvaljevo, Polje, pa Rjavce. Seveda za nekatere še čakamo soglasje, predvsem za prostor Rjavča soglasje vodarjev oziroma pogoji, ki jih bojo oni dali, druge pa čakamo še samo geološko poročilo, drugače imamo že za Holmec izbranega izvajalca in računamo, da bomo nekje proti koncu maja imeli komunalno opremljene parcele na Holmcu, na Hvaljevu pa malo kasneje, ker je pač malo večji zalogaj. In kot sem rekel, vse skupaj, kar planiramo, je nekje v vrednosti čez 33 milijonov evrov. Od tega je za predhodni program so nam bila dodeljena sredstva v višini 9 milijonov 200, to pomeni 9 milijonov 200 za vse te stvari že imamo. Ostala sredstva so, da bomo pa prosili, da se dodelijo v skladu z zakonom oziroma z rednim programom za sanacijo predvidenih odsekov cest in infrastrukture, ki jo imamo v planu. Tako da utemelje en seznam vseh investicij, tudi naziv, naslov investicije, kdo je izvajalec, vrednost, potem kateri ID je, za kateri odsek gre in moramo dodati še samo rok izvedbe. V glavnem so vsi predvideni za izvedbo v letošnjem letu. Toliko zraven k temu, to pomeni še kak DIP bomo mogli sprejeti, še kako zadevo popraviti, spremeniti, ker delamo DIP-e, tam, kjer je treba tudi IP-je in seveda projektno dokumentacijo. Mi smo angažirali vse, kar je možno bilo od projektantov, od avgusta naprej, mi smo projektirali že septembra, oktobra, novembra in čez zimo, zato smo pravzaprav zdajle na tem, da smo z veliko investicijami že štartali in seveda naša želja je, da jih čim več v letošnjem letu, kar ne bo v letošnjem drugem letu, ker v 2-3 letih potem se bo pa že pozabilo na to, kaj je bilo v lanskem letu avgusta. Ja, bo, ampak čim več naredimo zdaj, pomeni, tem več bomo od tega imeli. Dobro, dajem v razpravo predlog DIP-ov. Želi kdo razpravljati? Izvoli. Jaz bi samo to rekel, kar sem že na KCG-ju opozoril, da ko smo določene ID-je prenesli iz majskih in julijskih poplav v avgustovske poplave, da je treba tiste DIP-e pa IP-je ažurirati, ki so bile že sprejeti in so predstavljeni iz maja, julija v avgust. Pa še eno stvar imam tule pri zaselku Trg 4. Zdaj ne vem, v DIP-u je znesek 186 jurjev. DIP se dela na podlagi projektantskega predračuna.
ponudbeni predračun je pa 373 evrov, to je 100% več. To jaz naprej povem, da to ne bo šlo skozi, a je to napaka v projektu ali v ponudbi. Pa še pri vodohramu Dobrnik, a ne ista zadeva. Je tudi v DIP-u znesek 450 000 evrov, ponudbeni predračun je pa 713 000 evrov. Tako da, mislim, to so prevelike razlike, jaz pač zdaj govorim iz našega stališča, ne, da bi to priznali. Zdaj, a je to DIP narobe, a je projektantski predračun narobe, ali je ponudbeni predračun narobe. Mislim, take velike razlike ne bojo akceptirane, to hočem reči. No. Zdaj je treba pač ugotoviti, kaj je to narobe. No, to bi bo treba pač pale popraviti. Hvala. Kar se tiče Dobrnika, smo izhajali iz popisa, ki je bil narejen, pravzaprav se smo imeli že prej planirane ta idejo in je bil narejen 2 leti nazaj. Popis del je že noveliran, pripravljen in ga že imamo, že se bo zamenjal. Ja, je treba DIP spremeniti in že pripravljale predloge za DIP. Kar se tiče pa Trg 4, sem pa jaz gledal, to moramo še pa enkrat pogledati, sem gledal z referenti, ki skrbijo za ta projekt, pa mi ta številka ni bila čist, smo pogledali, ne vem kje. Tvojih podatkov, ne? Ja, mogoče, da je tu narobe. Ne. Bomo pogledali, ja. DIP je pa za 186 000. Bomo pogledali DIP, bomo pogledali. To je pa sigurno je napaka drugače. Nekaj je napaka. Smo iskali, pa nisem našel tega, smo gledali, bomo še enkrat pogledali, tako da upam, da bomo rešili tako, kot je prav. Za vodohram pa že imamo popise in bomo mogli to spremeniti in že imam pripravljeno tudi za tiste, tudi za DIP-e, ja, ta pooblastila ste pa dali, da lahko tehnične stvari spreminjam, DIP-e pa IP-je za to, kar je bilo iz maja prenešeno v avgust in zdaj že delamo, bomo tudi spremenili. Ja, ta prije tudi spremenjen. Ja. V redu, hvala. Zdravko, izvoli. Ja, župan, jaz predlagam, da v skladu s tistim zadnjim odstavkom predloga sklepa občinski svet pooblašča župana za morebitne kasnejše popravke in tako naprej, v vseh primerih, vseh DIP-ov, ob tisto preglednico, ki boste pripravili, kaj vse se dela, naredite tudi en povzetek pa prikaz za člane občinskega sveta, katere vse te podatke ste zdaj po korekciji popravili, da je neke vrste tvoje poročilo o tem, kje vse so se te uskladitve glede na gradivo, ki ga imamo zgodnje, a ne? Tako da bomo... Ja, pa v tistemu tudi vse DIP-e navesti, pa kaj se je pri kjermu spremenilo. V redu. Ja. Glejte, sklep pomeni, da ima župan pooblastilo, da bo pravi, ampak mora potem poročati občinskem svetu, kaj popravi. Logično. V redu. Hvala. Še kdo? Če ne, dajem na glasovanje sprejetje v kompletu DIP-ov, ki so predlagani. Kdo je za sprejem? Plus dodatni sklep, ja. Soglasje. Hvala. Smo pri točki 7. Sklep o ustanovitvi varnostnega sosveta. Prosim, Ema za kratko obrazložitev. Hvala za besedo. Na pobudo policijske postaje po večji prisotnosti glede te kriminalistične dejavnosti oziroma opazovanja kriminalitete v občini Prevalje smo pripravili sklep. Varnostni sosvet se ustanavlja kot partnersko sodelovanje občine s policijsko postajo na področju zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja v občini Prevalje. Osnovni namen je preprečevanje in proučevanje varnostnih problemov, vplivanje na varnostno zavest prebivalcev ter ugotavljanje stališča ali mnenj javnosti o varnostnih razmerah. Poleg tega je namen tudi seznanitev občanov o možnosti preprečevanja kriminala in tudi o zaščiti pred kriminalom. Zaradi navedenega predlagamo, da občinski svet sprejme ta sklep, ki je podlaga za ustanovitev varnostnega sosveta. Potem pa bo komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izvedla postopek predlogu članov, katere boste potrjevali na naslednji seji občinskega sveta. Ta organ je že v preteklosti deloval, zdaj je malo bil zatonil
Zdaj ga spet ponovno obujamo, tako da prosim za potrditev. Hvala. Hvala. Odbor za KCG, Matej, izvoli. Odbor za KCG je obravnaval ta predlog sklepa o ustanovitvi policijskega sosveta. Vse je to za neko formalnost in smo se strinjali, da se pač ta sklep sprejme. Hvala. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati na to temo? Če ne želi, potem predlagam, da sprejmemo sklep o ustanovitvi varnostnega sosveta. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 8. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2024. Prosim, Meta, za kratko obrazložitev. Pozdravljeni, hvala za besedo. Pred vami je elaborat oblikovanja cen izvajanja komunalnih storitev, se pravi obveznih občinskih gospodarskih javnih služb, pripravljanje na osnovi uredbe o metodologiji za določitev cen teh storitev. Celotno gradivo je pripravljeno oziroma sami izračuni na osnovi preteklih podatkov, se pravi podatkov iz preteklega leta, prihodkov in stroškov na področju teh javnih služb ter predvidevanjih teh stroškov in prihodkov za leto 2024. Cene vseh teh javnih storitev se delijo na dva dela, in sicer na fiksni in variabilni del. Fiksni del zavzema najemnino, ki jo občina nam zaračunava za najem infrastrukture, to se pravi vodovoda, kanalizacije in čistilne naprave. V variabilnem delu pa so seveda stroški naših storitev, se pravi stroški dela, stroški energije, ostalih storitev, ki jih opravijo drugi za nas na področju čistilnih naprav, kanalizacije, vodovoda in tako dalje. Na osnovi tega, vseh teh podatkov se potem opravi izračun, ki je spet natančno določen, in se seveda vsi ti stroški potem na variabilnem delu delijo glede na višino stroškov na posamezni dejavnosti in tako dobimo potem ceno na kubični meter prodane pitne vode. Osnova za izračune pri ostalih storitvah, tako kanalizaciji in čistilni napravi, so potem isto je ta poraba, ki jo posamezna družina naredi, se pravi vode v posameznem letu. V tem elaboratu imate potem tudi primerjavo prodajnih cen na območju Koroške z ostalimi občinami, tako da si lahko pogledate, kakšne so cene tudi drugje. V zadnjem delu pa smo pripravili tudi predlog, kakšna naj bi bila cena za leto 2024 in sicer od 1.5. dalje. Predvideli smo precejšnje dvige, gre za povprečje okrog 12 odstotkov. Tako da to bi jaz na kratko imela, kolikor boste želeli še kakšne odgovore oziroma pojasnitve, sem vam na voljo. Hvala. Jaz bi dodal predlog, ko smo včeraj pa danes še diskutirali, pogledali, kje je še možno kaj narediti, zato predlagamo, da se pri teh cenah, kjer je največji odmik, in sicer za čiščenje odpadnih voda, kjer je največji predviden dvig cene za 15%, da se dvigne cena samo v 50%. To pomeni, se cena za odvajanje in čiščenje odpadnih voda dvigne samo za 7,5 oziroma polovico te predlagane vrednosti. Komunalno podjetje bo pa glede na lanskoletne razmere in glede na letošnje razmere ves čas ugotavljali sproti, a imamo še kakšne rezerve oziroma na kak način vztrajati na tej ceni, pa bomo videli ob koncu leta, a smo pravilno pravzaprav usmerjali oziroma planirali, ali smo se kaj zmotili, ampak bomo spremljali
Zdaj, seveda je možno tudi subvencija cene, ali pa na koncu, če je izguba na dejavnosti, se pač pokriva. Tako da bomo poskušali vse smeri usmeriti v to, da bomo zniževali vhodne stroške, zato da bomo mogoče pa le uspeli z takim nižjim dvigom, kot je pa s 50% nižjim dvigom, priti na nek način živi skozi letošnjo leto. Tako da, kar se tega tiče, predlagamo oziroma je dogovor, da se dvigne cen za čiščenje odpadnih voda samo za polovično predlagano vrednost, potem bomo pa konec leta ugotavljali. Ostale dvigi pa seveda niso, oziroma ostale spremembe pa niso toliko pomembne, da bi bilo. Predlagamo pa seveda subvencije na infrastrukturi oziroma subvencije na to, kar je sestavni del. Prosim. To ni dodatno, je že upoštevano. Odbor za KCG, Matej, izvoli. Odbor za KCG je obravnaval predlagani elaborat oziroma predlog novih cen komunalnih storitev. Na nek način se z elaboratom strinjal, seveda z dodatnim predlogom, da se pač najde neka rešitev v smeri zmožnosti zmanjšanja predlaganih podražitev. Zdaj ta predlog je, kot je župan navedel, tudi uresničen in smo glasovali za. Hvala. Odbor za gospodarske dejavnosti, a boš Aleksander Tijar, izvoli. Ja, tudi odbor za gospodarske dejavnosti je ta elaborat obravnaval. Bilo je kar burno na seji, bilo kar nekaj vprašanj direktorci, nekaj odgovorov, eni so bili zadovoljni, eni niso bili zadovoljni. Ampak glede na zdaj slišano, mislim, da bo zdaj to v redu. Kakorkoli, bilo je z 4 glasovi podprto, z 2 glasovama proti, tako da dajemo občinskemu svetu vse to za potrditev in sprejem. Zdaj mislim, da teh 20% ni več relevantnih za, kar bo zdaj drugače, če to bo sklepno. Hvala, odbor za proračun in finance, Zdravko, izvoli. Tudi to obravnaval, bil seznanjen z pripombami, ki so bile prej na odbor za komunalno cestno gospodarstvo, sprejel podrobno odločitev kot prej odbor za cestno gospodarstvo, kjer se bi pač ne iskale neke rešitve v obliki dodatnih rezerv ali subvencij pri teh cenah na tem področju čiščenja odplak, na kar smo danes uskladili to z predsednikom odbora za KCG, županom in tako naprej in pravzaprav najdli za to rešitev, ki je župan podal. Namreč večji del zadev je temeljilo na projekciji količin, ker razmere v letu 2023, kar se vseh teh zadev niso bile tiste ta prave, a ne, zaradi znanih dogodkov in mislimo, da je boljša taka rešitev, kot pa iskati v tem trenutku že rešitve še z višjo ceno, pa na drugi strani subvencijo, kar pomeni, da bi morali spet v proračun posegati in ga spreminjati. V tem smislu je zdaj tudi pol ta naš sklep, da se najdejo rešitve ustrezno izpolnjen in se predlaga tudi občinskemu svetu, da tako pripravljen elaborat za to korekcijo sprejmemo v pol celoti. Hvala. Hvala. Dajem v razpravo. Želi kdo razpravljati? Ja, izvoli. Jaz bi samo nekaj povedal. Na odboru za KCG sem bil proti temu elaboratu, a ne? In sem spregledal pač te stvari in se še enkrat direktorci upravičujem, da bom pa danes glasoval za. Hvala. Izvoli. Ja, hvala za besedo, gospod župan. Ja, jaz sem že na odboru za KCG rekel, da naj se najdejo ustrezne rešitve. Sem zadovoljen, da so se najdle ustrezne rešitve za to. Je pa škoda, da ni
podkrepljeno z številkami, pa bi vprašal, a to pomeni, da je iz 36,99 prvotno, ko je bila zdaj podražitev na 41,59, to razpolovljeno, da je to okrog 38-39 evrov po štiričlanski družini. Gledam tabelo, ki smo jo dobili. Približno. Ja, približno. Ja. Ok, v redu, zdaj predlog bom podprl. Hvala, župan. Hvala. Svoli. Ja, hvala za besedo. Jaz sem tudi pri tej tabeli, tako kolega Pupovac. Jaz bi vas samo prihodnje prosil, tu kot imamo zdaj ostale občine v Koroški regiji, da se mogoče prihodnje samo doda še to, kjere občine so že podraževale, da se bolj pol vidi realno, kje stojimo. Hvala. Hvala. Zdravko. Bom malo drugače razpravljal, verjetno pa, da pričakujete. Jaz se čutim dolžnega kot predsednik odbora za finance biti na nek način tudi skrbnik v finančnem smislu tega proračuna in bi rekel, da seveda dolgoročno na tak način te zadeve niso rešitve. Tudi nobene primerjave z drugimi občinami ne vzdržijo, ker so zato, ker je nekdo podražil, boš ti podražil. Cena je posledica stroškov. V omrežnini, v fiksnem delu je to ocena, je to natančno ugotovljena investicijska vrednost, ki je bila in se vsa ta vrednost seveda mora amortizirati. Glejte, mi smo 6 milijonov dobili nepovratnih sredstev Evrope pa države, zato da smo ta približno. Pa dobro, sej ne me zdaj za besedo loviti, ampak sistem je, da moraš ti premoženje, ki si ga ustvaril, tako ali drugače, ali z donacijami, ali z lastnimi sredstvi, ohranjati. Ohranjati se ne da drugače, kot pa, da se amortizacija obračunava, kar je pol posledično najemnina in ta najemnina pride pol spet v proračun naš kot prihodek in iz tega spet investiramo naprej v komunalno gospodarstvo, v okolje in tako naprej, tako kot je zamisel. Enako je na področju vodooskrbe. Se ni kar tek zgodilo. Zdaj smo dodatne 2 milijona vložili noter v novo vrednost vodovodnega sistema, ni pomembno čigavga, da je to država dala intervencijsko. Mi ga moramo ohranjati, amortizacijo moramo tega obračunavati, najemnino med v prihodkih in s temi sredstvi v prihodnje gospodari tak, da imamo, tak se včasih rekel v ekonomiji, vse enostavno reprodukcijo. Ohranjamo zadeve, čeprav to še ni razvojno in dolgoročno to ne bo šlo na tak način, da se bomo skozi skrivali za problemom sociale. Ker v tej sociali smo pol vsi. Tudi jaz, ko sem bogat, ko lahko to kupim pa plačam. Zato, ker je 20-30% tistih, ki so recimo ogroženi. Narobe je to in tak ne gre in dolgoročno bom pač še enkrat rekel kot predsednik odbora za finance in proračun, glejmo proračun in zavedimo se, da smo člani občinskega sveta odgovorni za gospodarjenje z tem proračunom, ki je v normalnih razmerah celka 11 milijonov, 12, letos pa bo zdaj nekaj več in ne samo, da smo tu zaradi tega, da bomo všeč volivcem, ker pač nekih stvari ne bomo za noben način recimo šli. Cena je posledica nekih stroškov, neke vrednosti in tako naprej. In jaz bi še tek predlagal, da ne bi glede na to, da sem imel izvajanje kot predsednik odbora za finance, imeli replike na to. Da ne bi radi o tem zdaj razpravljati. Pač dolžen sem to upozoriti. Vreda. Izvoli, Martina. Hvala. To se pravi, prejšnja podražitev je bila predvidena 4,6 evra, to se pravi 12%. Zdaj, če to prepolovimo, tako ste rekli 50%, to pomeni 2,3 evra. Predvidena je bila na čiščenje odpadnih voda 15,1% dvig cene in zdaj bomo
dvignili samo 50% dvig cene na čiščenje odpadnih voda. Pomeni, govorimo o čiščenju odpadnih voda. Čiščenje odpadnih voda. Tista cena, ki je tu je razpolovljena na pol za čiščenje odpadnih voda, namest 15,1% dviga je 7,5%, 7,15% dvig. Za polovico. Ja, bo komunala, bo JKP Log pripravil natančno izračune, ampak točno za polovico bomo dvigli, nič drugega. Izvoli. Hvala za besedo. Ja, fajn bi bilo, če bi dejansko dobil en prikaz, kaj to pomeni na papirju. Kaj kognarja bo to družina plačevala več kot pa prejšnja položnica. Nisem še končal. Bo pol odgovoril. Za razliko od kolega na Zdravko, ne moram povedati, da jaz sem pa eden tistih, ko nisem tako bogat, pa tudi predvsem takih mojih prijateljev, ko ni tako bogatih, ko pa je Zdravko Fajmot. Pol naprej, kar bi rad povedal, dejansko me malo moti cena Prevalja Ravne, ko moramo primerjati. Če se kdo spomne, smo imeli v preteklosti razliko cene pri odvozu smeti, na kar smo to mi ugotovili in kaj se je zgodilo, pol smo uskladili. Pri vodi Prevalja Ravne je pa zadeva še malo bolj smešna, ker ista voda teče po isti cevi. Po isti cevi. Čiščenje je druga zgodba, tam imamo svojo čistilno napravo, ki jo pač sami plačujemo, vzdržujemo in tako naprej. A so mogoče, sem jaz kaj narobe razumel, da občina Ravne te storitve, ko se upravljajo na vodovodih, oziroma na vodi, a so nam to oni tudi podražili? A so? Če sem prav razumel. Niso še, ampak imajo predlog za podražitev. Niso še ravno dvignili. Lahko nadaljujem. Klopi. Drugo kot drugo, vsi vemo, da pač cene raste, kar je logično. Samo da pač taki veliki rukarji pa vsega malo prezadanejo. Zdaj, da se to nekako reši, sta dve varianti. Ali prihodke povečati, to pomeni podražitev, ali pa stroške znižati. Stroške znižati, lahko rečem, da nalogo, kar se tiče delovne sile, je že na optimumu, na minimumu. Mogoče bi bil za razmislek moj predlog, ko sem ga vam že večkrat dal za izgradnjo sončne elektrarne, ki imamo vse pogoje, kar bi tudi pomenilo neke stroške manj. Da vam pa še povem, da ta moment, župan ti to veš, ta moment je država dala razpis za sončne elektrarne, ki se financira v znesku 100%. Prav ste čuli, 100%. Je pa res, da to je samo za občinske objekte, da pa naslednja ovira je pa, da je treba imeti elektrarno 1 megawatt, kar pomeni, da to Prevalja same kot take nikakor ne zmorejo. Zato bi jaz pozival zdaj župana na tem mestu, da probate najti povezavo z Mežiške doline, če treba mogoče celo Dravograd, vse konc koncev ni prvi skupni projekt, ko smo se pač prijavljali kot dolina. Zdaj, eno podjetje, tisto, kar sem ti pošljal ponudbo, ki to dejansko pripravlja tudi kompletni javni razpis in imajo tudi človeka na ministrstvu, ko to pol potrdi ali pa ne, teda dejansko, dajmo razmišljati, to je edini način, ko še vidim, da imamo neko rezervo nalogo. Drugega pa skoraj ni. Razen če delavci dela z 3 šaflam naenkrat. Hvala, pripravljamo predlog, se bomo prijavili na razpis v roku, ki je predviden tudi za izgradnjo sončne elektrarne. Je pa res, da ta pogoj na občinski infrastrukturi je pravzaprav tudi, če celo Mežiško dolino gledaš, je prevelika 1 megavatna elektrarna. Tako da bomo iskali rešitev in upamo, da bomo najdli najboljše rešitev. Rok, da ne bomo pozabili, aprilski rok smo zamudili, drugi rok je september, pol naprej pa ne vem kaj bo. Dajmo se povezati, mogoče pa gremo pa naprej, Dravogradu, s kjermo druge občine. Hvala. Hvala.
Še kdo? Če ne, potem zadevo zaključimo in predlagamo sprejem tega sklepa o cenah storitev na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, tako kot je predlagano. Kdo je za sprejem tega sklepa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 za. Je kdo proti? Ne. 10 za. Hvala. Smo pri naslednji točki 9, poročilo o delu medobčinskega redarstva občine Mežiške doline. Prosim, gospod Došen, za kratko obrazložitev. Lep pozdrav vsem. Poročilo o delu medobčinskega redarstva Mežiške doline in občine Dravograd temelji na rezultatih dela v preteklem letu in izhaja iz opravljenih nalog na podlagi zakonskih določil in odlokov, za katere smo na redarstvo pristojni. Medobčinsko redarstvo se že desetletje trudi biti prepoznaven kot pomembna institucija zagotavljanja prometne in širše splošne javne varnosti v 5 občinah ustanoviteljicah. Želimo doseči, da bi občani videli, da z našim delom pripomoremo k dvigu kakovosti in varnosti življenja. Izpostaviti tudi želimo, da naše delo ni zgolj represivno, temveč je veliko nalog usmerjenih v partnerski odnos medobčinskega redarstva in ostalih udeležencev, za kar se bomo še naprej trudili, saj vemo, da preventivno delo v skupnosti pripomore k boljšim rezultatom. Temeljna naloga občinskega redarstva je skrb za varen in neoviran promet na javnih prometnih površinah in naseljih in na občinskih cestah izven naselja. Naše delo predvsem usmerjamo v zaščito najranljivejših udeležencev v prometu, to so invalidi, pešci in otroci. Zato lahko redarje srečujemo tudi najbolj pogosto pred šolami, vrtci, zdravstvenimi ustanovami, saj ugotavljamo, da samo vsakodnevna prisotnost pač zagotavlja neke rezultate. Potem predvsej oziroma neusmiljeni smo pri parkiranju na parkirnih mestih rezerviranih za invalide. Potem opozorili bi tudi na parkiranje na avtobusnih postajališčih, saj vemo, da je tam v bistvu dovoljeno ustavljanje avtobusov samo za namen vstopanja in izstopanja potnikov, ampak je kar v večini občin praksa to, da so tam lokali in potem vozniki skočijo po nakupih, kar bi zelo želeli, da bi se najdla neka rešitev. Potem medobčinsko redarstvo sodeluje z lokalnimi skupnostmi, sodeluje s Svetom za preventivo in varnost v prometu, s policijskimi postajami Ravne in Dravograd, potem tudi z javnim komunalnim podjetjem Ravne in Log. Sodelujemo tudi z varnostnim sosvetom, recimo v občini Ravne, kjer smo tudi izvedli nekaj skupnih akcij. Potem na medobčinsko redarstvo se občani lahko obrnejo s prijavami nepravilnosti ali preko obrazca na spletni strani ali s klicem ali preko elektronske pošte, tako da smo odprti za sodelovanje. Še to bi omenila, v lanskem letu smo imeli na redarstvu 1150 postopkov, v občini Prevalje je bilo zabeleženih 20 postopkov in največ je bilo tega na podlagi zakona o pravilih cestnega prometa. To je bilo vse. Hvala. Hvala. Odbor za KCG Matej, izvoli. Odbor za KCG se je seznanil z navedenim poročilom in ga seveda sprejemate, predlaga enako občinskemu svetu. Odbor za gospodarske dejavnosti, Aleksander Prosim.
Odbor za gospodarske dejavnosti se je seznanil s poročilom o delu medobčinskega redarstva občin Mežiške doline in občine Dravograd in ga predlaga občinskemu svetu občine Prevalje v seznanitev. Odbor za proračun in finance, Zdravko, izvoli. Je tudi razpravljal o tem poročilu, zelo pozitivno oceno delo redarske službe in predlaga tudi občinskemu svetu, da tako oceno sprejme na svoji seji, ter za prihodnje bi bo potrebno pri nas nekatere akte ažurirati, take so bile ugotovitve, zato ker to, da imamo mi 20 primerov od 1100 in da imamo približno 4-krat manj kot pa primerljive občine, je bolj posledica tega, da imamo pomanjkljivo to stanje odlokov, ki so pa osnova za delovanje redarske službe. Na eni strani drugi razlog je pa ta, da smo zdaj pravzaprav pač imeli v tem obdobju izgradnjo teh ceste skozi Prevalje in da še pravzaprav nimamo urejenega statičnega prometa in pol pravzaprav redarska služba tudi ne more ukrepati, kot lahko ukrepa v občinah, kjer so že te plave cone in pa podobne zadeve. Ugotavljamo, da bi bilo treba pogledati ta pajsi zakon ali glede tistega, kako se tista stvar uresničuje. Ja, v redu, tako je rekel, glede psa, da je v redu. Hvala. Dajem razpravo, želi kdo razpravljati? Če ne želi, potem dajem predlog sklepa na glasovanje, da smo se seznanili z delom. Kdo je za sprejem sklepa? Vsi za. Hvala. Hvala. Smo pri točki 10, poročilo o delu medobčinskega inšpekcijskega nadzora. Prosim Elka za kratko obrazložitev. Hvala, gospod župan, za besedo. Lep pozdrav vsem še od mene, in sicer predstavlja medobčinski inšpekcijski nadzor medobčinske uprave občin Mežiške doline in občine Dravograd. Kot veste, ta inšpektorat v taki obliki deluje od leta 2020. V lanskem letu smo bila zaposlena 2 inšpektorja, imamo pa prostore na novi lokaciji, samo toliko, da vas seznanim, in sicer na Čečovju. Prej smo bili pa v Dravogradu. Zdaj, inšpektori delamo pravzaprav v večini primerov dvojne postopke vodimo, eni so inšpekcijske, eni so pa prekrškovni. Inšpekcijske postopke opravljamo na podlagi pristojnosti, ki jih imamo določene v odlokih, zakonih, podzakonskih aktih, predvsem pa moramo upoštevati določila po zakonu o inšpekcijskem nadzoru in pa zakonu o upravnem postopku. Prekrškovne postopke pa upravljamo v skladu z zakonom o prekrških. Občine imajo sprejete odloke, s katerimi, ne sicer z vsemi, ampak nekaterimi pooblastijo inšpektorje, da nadzirajo to, kar občinski sveti sprejmejo v odlokih. Tako da mi delamo tisto, za kar ste nas vi, svetniki, pooblastili, in pa tisto, kar nas država pooblasti z zakoni direktno. To še morda, da inšpekcijski postopek ima namen ureditve oziroma odprave nepravilnosti, prekrškovni postopek pa kaznovanje za tisto, kar je bilo narobe narejeno. Morda bi poudarila še to, da je zelo potrebno, vidim, tudi delo inšpektorja v smeri preventive in sicer opozarjanja. Tudi velikokrat to pomaga, no, da se potem ni treba postopkov voditi. Pa morda še to v vašo informacijo, da inšpektorat nastopa kot organ tiste občine, v katero krajevno pristojnost spada posamezna zadeva. To se pravi, če se na območju občine Prevalje nekaj zgodi, potem smo mi prekrškovni organ občine Prevalje. Vse občine skupaj so v lanskem letu zabeležile 174 novih zadev, odprtih
večina ali pa večji del na področju cest in odpadkov, potem odpadnih vod pa še nekaj ostalih zadev, nekaj je bilo tudi odstopov na druge pristojne organe. Če pa pogledamo samo občino Prevalje, pa po številu je kar primerljiva tudi z lanskim letom, bilo je celo, oziroma predlanskim, bilo je celo nekaj več zadev. Moram pa tu opozoriti na to, da so lanskoletne poplave močno vplivale tudi na delo inšpektorjev, kot pa na vse ostalo pri nas. Tudi na Prevaljah je večina zadev bila na področju, ali pa največ na področju odpadkov, pa cest. Če pogledamo odpadke, gre predvsem za nepravilno odlaganje, kar pomeni, da niso odpadki odloženi v posodah, v katerih bi morali biti. Nekaj je tudi nepravilnega ločevanja, ampak že če je izven kontejnerja, je takoj prekršek, tako da tudi če ne pogledamo, kaj je v vreči, že ukrepamo. Na cestah pa v glavnem gre za nedovoljene posege v ceste, nekaj je na osnovi prometnih znakov ali pa neustreznih prometnih znakov, bolje rečeno, nekaj je tudi v zvezi z prometom, pa vegetacija ob cesti. Tega je največ. Tako da je pa primerljivo to z približno enako, kot pa v drugih občinah. Nobena občina od teh 5, ki jih mi pokrivamo, ne izstopa na nekem področju, ampak eno leto je nekje več, drugo leto je pa druge. Teda to bi jaz na kratko, pa če ima kdo kako vprašanje, bomo pa še več. Hvala. Hvala lepa. Odbor za KCG, Matej, izvoli. Odbor za KCG se je seznanil z navedenim poročilom in ga seveda enako predlaga občinskemu svetu. Odbor za gospodarske dejavnosti, Aleksandar, izvoli. Tudi odbor za gospodarske dejavnosti se je seznanil s poročilom in ga daje občinskemu svetu v seznanitev. Hvala. Še odbor za proračun in finance, Zdravko, izvoli. Je pozitivno oceno poročilo in delo medobčinskega inšpekcijskega nadzora za leto 2023 in predlaga občinskemu svetu, da sprejme to poročilo. Hvala. Hvala. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati ali kako vprašanje? Izvoli, Štefan. Hvala za besedo. Jaz imam samo eno vprašanje za gospod. Če bi lahko malo bolj natančno opisali postopek ukrepanja inšpektorata pri nepravilnem odlaganju odpadkov. Malo ste že omenili, a ne? To mislim predvsem, ker ob zabojnikih za papir pa steklo se odlagajo tudi drugi odpadki, ali pa če v naravi kdo odloži kje kaj ali pa vrže, ne? Na kakšen način lahko občani ali pa krajani ukrepajo. Hvala. Torej, če najprej gremo kar na odložene, nepravilno odložene odpadke v naravi. Zdaj, če gre za zemljišče v naravi, ki je v lasti občine, takrat ukrepa občinska inšpekcija, v drugih primerih pa je zakon o varstvu okolja 2 določil pristojnost inšpekciji za okolje državni. Tako da, ampak mi ukrepamo vsekakor tudi v smislu preventive ali pa na tak način, če občani opozorijo nas, da je nekje nekaj odloženega, tudi mi včasih damo naprej prijavo v njegovem imenu ali pa na mesto njega, ker nekateri pač se rajši izognejo tem prijavam, ne? To je eno. Drugo, če en občan vidi, da na ekološkem otoku nekdo nepravilno odloži, tako ste rekli, ali v napačen kontejner ali pa izven kontejnerja, če to opazi, je zelo priporočljivo, da nam javi. Zaradi tega, ker mi vseh kontejnerjev seveda ne moremo nadzirati, ne? In če pokliče pa pove, bomo mi ukrepali naprej, to lahko sprejmemo ali kot prijavo ali pa kot samo obvestilo ali predlog, ni rečeno, da je ravno potrebno to prijavljati v smislu prijave, ne. Mi pa potem naprej na tak način ukrepamo, da najprej sami seveda preverimo, gremo pogledati in če ugotovimo, kdo je to nepravilno odložil, potem ta občan dobi najprej obvestilo, da vodimo prekršek in možnost, da se izjavi o tem. Se pravi, da on sam pove tudi, ker je vedno treba čuti tudi njegovo izjavo. Potem se pa mi odločimo, ali
je naredil prekršek oziroma koliko je hud ta prekršek. Potem se lahko ukrep, ki se izda na podlagi tega, je lahko najprej je opozorilo, to je najblažje in se ne vodi kot prekršek, ampak v primeru odlaganja odpadkov to običajno ne delamo. Drugo je opomin, to pomeni, da ga mi opomnemo, da je naredil narobe in če ugotovimo, da oseba, ki je to naredila, ni namerno ali pa da morda ni razumela, kako je treba odlagati ali kaj podobnega in če menimo, da se tak prekršek z njegove strani ne bo več ponovil, potem damo opomin. Tu kazni globe ni, pač pa je treba plačati sodno takso, ki znaša za opomin 30 €. Izterljiva je pa vedno, se pravi, vsak bi mora plačati, ker če je sam prostovoljno ne plača, pa damo v izterjavo na FURS, ki pa obvezno izterja potem vse. Tako da to so, kar se tiče odpadkov, predvsem vodimo prekrškovne postopke. Zato, ker postopek po inšpekcijskem nadzoru bi pa pomenil, da izdamo ureditveno odločbo, ampak v tem primeru bi pa ti odpadki tam ležali tako dolgo, dokler da mi nekoga ne najdemo, pa potem ga zavežemo, da mora odstraniti in sam odstraniti. To je skoraj neizvedljivo. Tako da inšpekcijske postopke peljemo kvečemo v naravi na občinskem zemljišču. Se pravi, vsak ima možnost, da pokliče, pove, če opazi kakšne nepravilnosti. Morda pa še samo to, da povem, da izvajamo pa usmerjene akcije pregledov s Kocerodom. V vseh občinah, tudi na Prevaljah je lani potekala taka akcija, takrat pa se lotimo ene lokacije in tam potem izpraznimo vse kontejnerje in vse pregledamo, vse. Ven pa pregledamo. Hvala. Še kdo? Na odboru ste omenili, da je to anonimno, ne? Če lahko zdaj vi to poveste, da marsikdo ne upa ali noče kaj prijavljati, zato ker se pač boji potem posledica, ne? Ker je rešil stran pogleda, ne? Tako da, če lahko še to pojasnite. Hvala. Ja, tudi mi opažamo, da marsikdo se pač reši izogniti, zato da ni potem izpostavljeno, ne? Mikrofon. V takem primeru, ko nekdo prijavi, je anonimnost z naše strani zajamčena. Zaradi tega, ker nas zakon zavezuje, da prijavitelja ne smemo imenovati. Tako da to z naše strani se nikoli ne razkrije prijavitelja. Hvala. Še kdo? Dovoli. Hvala. Jaz bi dejansko imel samo eno vprašanje glede teh odpadnih vod. To je šlo za redno priključitev ali je bilo kaj izrednega, mogoče kakšna prijava ali pa kaj? Izvoli. Tu je šlo samo za priklop na javno kanalizacijo v primeru, ko se je zgradil kolektor ali pa čistilna naprava, in so se ljudje potem, ko so dobili možnost priključitve na javno kanalizacijo, so se dolžni priključiti. To je. Hvala. Izvoli. Ja, hvala. Jaz imam pa eno vprašanje, bolj sicer tekno, ampak jaz sem odgovor že dobil, ampak verjetno bi za marsikatera občana bila zanimiva. Kar se mene tiče, se smetje itak prehitro napolnjeno, tako da včasih v bistvu nimaš kaj drugega, ko pa da vrečko zraven smetja postaviš, ker seveda sosedu ne smeš nesti vrečka, ne. Tako da, kaj se pol davš v tem primeru? Pri večini blokov, tako hvala Bogu, so že ključavnice, tako da, kaj lahko občan v tem primeru naredi, smetja doma držati v en teden v bajti, ga ne moreš, tako da, hvala. Torej, v takem primeru ne sme odložiti izven kontejnerja. Imamo dve možnosti, ali nesemo domov pa počakamo, da se kontejnerji spraznijo, ali malo morda sami potlačimo v kontejnerju, ker se velikokrat potem izkaže, da je nekdo morda kako škatlo na trgu ali pa kaj, da je za to polno, ali pa odpeljemo na zbirni center. Če pa se to dogaja konstantno, da nekdo ugotovi, da ima premalo posodo, je pa treba poklicati na Kocerod in se dogovoriti. Saj bojo uredili.
Izvoli. Ja, hvala. Lepo zdrav, Jelka, dolgo se nismo videli. Zdaj bom malo za hec, malo pa zares. Koga poklicati, kot se rod ne odvaža redno, ne prazni redno kontejnerje za papir. Tudi to so velike svinarije včasih, to sem se zdaj malo hecil, ker je pa druga stvar, ki je pa bolj resna. Sami vemo, kaj se je zgodilo v zadnje poplava, pa me zanima, a je v vaši pristojnosti tudi nadzor brežin ob rekah. Veš, kaj mislim, to so razne bale, razno ostalo grmovje, veje in podobno. To v vašem nadzoru. Oziroma, če ni v vašem, kar si mi zdaj že povedal, da ni, na koga se pa lahko obrnemo, da ne bom jaz dobil kazni, ker sem imel na robe odloženo balo, ko mi je preletela neter v bajto. Vodarji, kar se vodotokov tiče, okoljska inšpekcija, vodarji. Tak. A smo pa zdaj v tem času, da bi klicali te inšpektorje? Ker to se nam lahko zgodbo jutri spet, ali pa ne vem kdaj. Jaz bi rekel, dajmo upozarjati, mogoče smo malo zašel, ali vseeno, no. Pa tudi mogoče se kjer malo zameril od kmetov, ali vemo, kako sranje je bo, no. Ja, kdo bo jih klical? Kdo je kliče? Kar se tiče vodotokov, vodarji. Lahko pa ti tudi pokličeš, kot fizična oseba pokličeš. Kak? Vojte mi, kam bom? Ja. Kar se že dogaja, spet se vrtejo na brežini. Ja, se še ni odstranjeno vse, kar je meža prinesla, so kupi še strašni. Ja, tudi možno. Še kdo kako vprašanje? Izvoli, Zdravko. Bi svoje izkušnje povedal, kar se vodarjev tiče, pa gozdarjev, pa vseh tist. Odgovornost za pravi gozdni red v gozdu ob potokih imajo tisti, ki tam to delajo. In jaz sem imel primer pred 5 leti, da sem imel grozno poplavo zaradi tega, ker so vse tam pustili in je pol več milijonov velika voda naenkrat dolta prevreva. Moram reči, da sem v daljšem postopku 3-letnem sodnem uspel in je sodišče prisodilo, da je bila odgovornost tistih, ki so v gozdu delali, ker so tako delovišče pustili, kot ga ne bi smeli. Pomagati pa ne noveden, se ti ne more, boš pa sam, a ne. In tu ni, to je lažna solidarnost, če nikoga nemo prijavili, pa nikoga nemo priganjali, ko pušča svinjarijo v teh potokih. Zaradi tega je to prišlo iz Javorja, iz Koprivne, izpod Uršlje in vse povsod, ker imamo tako ogromno cest na črno naredih, zato ker imamo sečnjo tako, kakršna je in ker se vse tam pušča in pol naenkrat pridejo tako veliki vodotoki in vse to sabo prinesejo. Zdaj pa pol poglejmo, a je prav, da tiste prijavimo pa priganamo, ali bi bilo boljše, da smo tiho, tako kot smo bili zdaj, pa doživimo lansko leto, a ne, grozote. Tako da, lažna je solidarnost, če bomo jim pustili, da delajo svinjarijo, pa jih ne prijavljali. Jaz pozivam vse k prijavljanju. Hvala. Izvoli. Sicer to ni predmet medobčinske inšpekcije, a ne? To ima gozdarska inšpekcija, pa inšpekcija za okolje. Bom pa tako rekel, a ne? Vsak pri sečnji dobi odločbo in na odločbi točno piše, kaj mora narediti, a ne? Jaz iz lastnih izkušenj lahko povem, v Solčavi se je zgodilo tudi to, jaz sem poklical okoljsko inšpekcijo, so prišli in macesnik je mogel na licu mesta pospraviti vso vejevje, ki ga je posekal, pa v špacu, po domače rečeno, a ne. Isto velja pa to za državne gozdove. Zdaj pa, če se to vidi, a ne, pač treba ukrepati, sej. Ampak ni to predmet medobčinske inšpekcije, ne. V redu. Še, če ne, zaključimo zadevo in predlagam, da sprejmemo sklep, da smo se seznanili s poročilom. Kdo je za sprejem sklepa? Vsi za, hvala. Smo pri naslednji točki. Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
Včeraj je bil direktor tu, danes ga ni, jaz predlagam, da to točko prestavimo na naslednjo sejo. Če je potrebno, lahko pa ugotovimo, da smo dobro obravnavali in da smo predlagamo, da so spremljali tako. Dobro. Odbori so predlagali, direktor je bil, včeraj je bil, je dal odgovore, tako da lahko to zadevo. Pomembno je dati soglasje k finančnemu načrtu pa k letnemu poročilu. Zdaj odgovora sigurno ne more kdo dati, kakega lahko potem glasujemo. Ali želi kdo posebej razpravljati? Bomo pa seveda na eno izmed naslednjih sej povabili novo direktorico, ki je pa zdaj naša. Mogoče v jeseni po počitnicah novo direktorico. To pomeni, da predlagam, da glasujemo v sklepu, da dajemo soglasje k finančnemu načrtu in k letnemu poročilu zdravstvenega doma Ravne. Kdo je za predlog tega sklepa? Vsi za. Hvala. Smo pri naslednji točki. Občina po meri invalidov, akcijski načrt ukrepov. Prosim, ima za kratko obrazložitev, pa Rafi bo dopolnil. Izvoli. Hvala za besedo. Občina Prevalje se je zavezala k sprejetju in pripravi akcijskega načrta ukrepov za izboljšanje življenja invalidov v občini Prevalje s pristopom k projektu Občina po meri invalidov. Prvi tak strateški dokument smo pripravili ob začetku projekta v letu 2015, ki pa je že potekal, zato je Svet za invalide pripravil sedaj ta novi akcijski načrt za obdobje 2024 in 2028. Akcijski načrt predvideva raznovrstne ukrepe, k izvedbi katerih bo občina pristopila v prihodnjih letih. Ukrepi se nanašajo na različna področja življenja, kot naprimer na vzgojo in izobraževanje, zaposlovanje, družinsko življenje, kulturo, šport, rekreacijo in podobno. Hkrati pa se posveča tudi odpravljanju arhitektonskih ovir, komunikacijskih ovir ter se posveča tudi osveščanju. Občina Prevalje si namreč prizadeva za zagotavljanje čim bolj ugodnih razmer za vse občane, tudi za invalide, z ustvarjanjem pogojev za kvalitetno bivanje v občini. Hvala. Hvala. Še Rafi dopolno, izvoli. Ja, na svetu, lep pozdrav vsem, na svetu invalidov smo to potrdili, sprejeli. Samo to bi povedal, da to je živ projekt, da lahko skozi občani pa občanke pa invalidi dajo predloge, ki bomo sproti tudi upoštevali pred tem načrtom. Takrat so bili vsi člani sveta invalidov zadovoljni in tudi podpiramo. Smo sprejeli sklep ta akcijski načrt. Hvala. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti, Martina, izvoli. Hvala. Odbor za družbene dejavnosti je sprejel akcijski načrt ukrepov za izboljšanje življenja invalidov v občini Prevalje za leto 24 do 28. Hvala. Hvala lepa. Želi kdo razpravljati o tem? Če ne želi, potem dajem predlog sklepa, da sprejmemo akcijski načrt ukrepov na glasovanje. Kdo je za sprejem tega sklepa? Vsi za. Hvala. To bom že jaz povedal, pole bo pa Ema me nadaljevala. Soglasje, občinski svet predlaga soglasje k imenovanju Zdenke Koželj Gnatovič za direktorico zdravstvenega doma Ravne na Koroškem za mandatno dobo 4 let. Samo nekam še povedal, kot predsednik VIAZ-a in kot član sveta zavoda. Na svetu zavoda je bil po tajnem glasovanju sprejeto 5-2 za gospoda Janovič in na VIAZ-u soglasno sprejeto. Zato predlagam občinskemu svetu, da potrdi soglasje k imenovanju. Hvala. Hvala. Ne želi kdo razpravljati? Ne želi. Dajem. Želi kdo? Ne, dajem na glasovanje. Kdo je za sprejem? Soglasja, vsi za. Hvala. Naslednja. Ja. Hvala za besedo.
Na prejšnji seji je občinski svet potrdil, da se preoblikuje svet za preventivo vzgoje v cestnem prometu. Zaradi tega moramo 2 razrešitvi narediti, zato ker smo ukinili 2 mesta, potem pa smo ustanovili eno novo, zato moramo sprejeti sklep, prvi sklep, da razrešimo predstavnika javnega komunalnega podjetja LOG, to je Marjetico Tasič Bukovec, za današnjim dnem iz Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in gospoda Zgerma kot predstavnika izvajalca gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest. In pod tretji sklep potem imenujemo novega predstavnika Sveta za preventivo in vzgojo in sicer kot predstavnika izvajalca gospodarske javne službe, to pa je Marjetica Tasič Bukovec. To usklajujemo tiste sklepe, ko ste jih že sprejeli, zdaj pa samo še z imenovanjem. Hvala. Hvala. Dajem razpravo, želi kdo razpravljati? Če ne, predlagam, da potrdimo te predloge sklepov. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 14. Premoženjsko-pravne zadeve. Prosim, Ema, za kratko obrazložitev. Hvala za besedo. Imamo 3 ukinitve javnih dober. Gre za parcelno številko 230/8, 303 kao Poljana, se opravičujem, potem 363/3 kao Zagrad in številko 538/29 kao Dolga Brda. V vseh teh primerih gre za v naravi za kmetijsko zemljišče in jih že zdaj uporabljajo lastniki sosednjih zemljišč. Na podlagi njihove vloge smo se odločili, da bomo to ukinili, ker nima več funkcije javnega dobra, ne uporablja se za peš pot ali javno pot in bomo potem imeli možnost razpolaganja s temi zemljišči. To so prve 3. Potem pa imamo še poročilo o ravnanju z nepremičninami izven načrta o ravnanju. V letošnjem letu smo namreč sklenili 2 pravna posla. Prvi posel je bil sklenjen 6.3.2024 za nakup nepremičnine 122/8, 122/20 in 122/21, vse kao Lokovica, v skupni izmeri 331 kvadratov po ceni 662 evrov, s katerim je občina kupila del kategorizirane javne poti. Potem pa imamo še drugi posel, ki je bil sklenjen 8.3.24 za prodajo nepremičnine 218/13 kao Farnava v izmeri 12 kvadratov po ceni 240 evrov. V tem primeru je občina prodala majhno parcelo, ki je bila znotraj druge parcele v privatni lasti. Hvala. Hvala. Odbor za KCG, Matej, izvoli. Odbor je podal soglasja k vsem ukinitvam javnega dobra. Hvala. Odbor za proračun in finance, Zdravko. Tudi vse 3 primere ukinitve javnega dobra podpira in jih predlaga občinskemu svetu sprejem, tako tudi sprejema poročilo o odmikih oziroma odstopanjih od načrta nabav. Hvala. Še Komisija za statut in pravna vprašanja, Ivan, izvoli. Hvala za besedo. Tudi Komisija za statut in pravna vprašanja je obravnavala vse 3 predloge z ukinitvijo javnega dobra in je z vsemi pravnimi akti pravilno in daje občinskemu svetu obravnavo sprejem. Tudi o poročilu o ravnanju z nepremičninami se je seznanila z obema prodajnima pogodbama. Hvala. Hvala. Dajem razpravo. Želi kdo razpravljati o tem? Če ne, potem dajem na glasovanje vse te 4 predloge. Kdo je za? Vsi za. Hvala. Smo pri točki 15, pobude in vprašanja. Pa gremo s te strani zdaj. Izvoli, Berli. Ja, hvala. Pred kratkim sem malo se sprehodil po Leškem potoku in kaj sem opazil. Tisti plaz tam, ko je bil saniran pri Kapelci, katera zahvala gre v veliki meri našemu koleganu Džemano. V redu, plaz je sicer izredno dobro saniran, se je pa pojavil en drug problem. Vsa ta zemlja, ko je zdrknala na cesto, se je zasipala v potok. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da smo strugo Leškega potoka premaknili skoraj za 15 metrov. Cesta je strani potoka zaščitena, na drugi strani imamo pa nezaščiteno obrežje. Nad tem
je stanovanjska hiša. Ker če malo greste v redu pogledati, vsak dan je bolj za žrtvo netrdesti rob. Teda verjetno nekje v bližnji prihodnosti bi bilo tudi mogoče na oni strani pametno kako zaščito obrežja narediti. To je prva stvar. Druga stvar je pa malo še bolj delikatna. Želel bi odgovore, seveda danes tega ne bom dobil, kaj se dogaja v našem domu starostnikov. Ne vem, nekateri veste, nekateri ne, kuhna se zapira, ne bi bilo samo nekje ukrjena hrana, še se pravi, ali zajtrki ali pa kaj podobnega, drugače tople obroke naj bi pa vozili iz Črne, iz enega podjetja, ko se pač s tem ukvarja. Tisto podjetje, da ne vem komu kaj naredil škode, tiste, kjer imajo znance v tabu, vejo, da je nikako, no. Že za tistih par malc je nikako. Zdaj, kako bo nam to zdaj izgledalo? Hišnik bo šel z avtomobilom v Črno, skantam, pa pripeljal to hrano v dom. Pol bo pa nekdo to razdelil. Že zdaj so imeli problem samo iz kuhne do prvega nadstropja so oskrbovanci dobili velikokrat mrzlo hrano. Jaz bi res želel, da nam da to nekdo poročilo, zakaj je tak odhod delovne sile. Verjetno ni vse plača, čeprav je veliko, ker kaj sem je kar pred kuharce šel v novi Ravniški dom, kateri plačilne razrede imajo pa iste. Tako da, lej župan, mi smo znali poskrbeti za najmlajše, to so naši vrtci, smo jim dali idealne pogoje. Za šolo, za vse ostalo. To imamo pa zdaj, zadnji člen so pa te starostniki, naši starši, mogoče bomo jutri mi tam. Dajmo našponati vse sile, kar je v naši moči, da ta naš dom, ki je eden najlepših v Sloveniji, pa da zamislim še, da bo tam še enkrat park zraven stal, da bo tudi okolje najlepše v Sloveniji, da pa zaradi takih stvari, zaradi kadra nam to propada, ali pa ne vem zaradi čega drugega. Teda res bi prosil neke odgovore za naslednjo sejo in to ni mala stvar. Bomo povabili direktorico za naslednjo sejo, pa že prej probali dobiti odgovore. Pa tudi mogoče kakšne rešitve isto. Ja, v redu. Jaz sem osebno govoril z direktorico na to temo že večkrat, ampak ona ni videla tako kritične stvari, obvladuje zaenkrat, bo pa ona dala posebej poročilo. Izvoli. Ja, hvala za besedo. Jaz imam dve stvari, sicer prvo, tako sem že na odboru rekel, tule za Deželno banko Slovenije, ko je ležeč policaj, na pločniku no je en del ni asfaltiran. Tisto bi, ne vem zakaj, no, tako da bi bilo fajn, da se zrihta, no, čim prej. Drugo stvar je v bistvu pobuda, ampak prvo bi čestito deklicam osnovne šole Franja Goloba Prevale, pa njihovo mentorju, gospodu Peršaku, ker so danes brez izgubljenega niza osvojile naslov državnih prvakinj. Tako da to je en velik uspeh. No. Komu ploskamo, deklicam ali Peršaku? Vsem. Moja pobuda pri tem, no, redno objavljajo rezultate, osnovna šola na Facebooku, bi pa mogoče apeliral na to, da se včasih že kak teden prej objavi, da se sploh kaj dogaja, no, ker marsikjer bi kak fuzbal odbojko šel pogledati, pa ne ve, da je to na naši šoli. Hvala. Hvala. Ja, iskrene čestitke. Nisem spremljal toliko, vem pa, da so bile blizu. Hvala. Čestitke deklicam in trenerju in vsem, ki jih vodijo. Kdo? Naslednji še kdo, kak pobude in vprašanja? Pupi. Hvala za besedo. Jaz bi se ravno tek pridružil, me je prehitel glede čestitanja za deklice pa za mentorja. Čestitkam za osvojeno prvo mesto.
bi pa upozoril to, kar sem že upozoril na odboru za KCG, da bi prosil, ker se je od zada kopal za kanalizacijo, otoke in vse ostale stvari, se pravi za bloku trg 3A, B, pa C, pa D, ta linija, to dolta, če se bi lahko zdaj prepeljala zemljina, pa se poravnalo. Se pravi, da bi nasejali travo tudi od zada, prosim. Hvala, smo že ukrepali. Peršek, izvoli. No, najprej se zahvaljujem za čestitke v mojem imenu šole Prevalje. Zahvalil bi se tudi odbojkarskemu klubu Prevalje, njihovim trenerjem, ki pridno delajo od najmlajših pa do najstarejših. Pa zahvala tudi staršem, ki spodbujajo pa podpirajo svoje otroke in jih vodijo in vozijo na ta tekmovanja. Tako da je nam po dolgem času uspelo vsem skupaj, da smo pripeljali ekipo spet na vrh Slovenije. Zdaj imam pa še dve zadevi. Eno je pobuda, mislim, da sem to pobudo že dvakrat podal, pa bom še tretjič, mogoče bo več uspeha, za izgradnjo oziroma ureditev vse ene e-polnilnice v naši občini. Pa smo že več, tako da jaz upam, da bo kje kaj šlo naprej. Potem imam pa še eno vprašanje, kako je z postopki za ureditev čistilne naprave na Šentanelu. Pa se kaj premika naprej. Hvala, to je to. Hvala. Pri zahvali sem pa pozabil še nekaj povedati, zahvaljujem se pa predvsem tudi občini Prevalje, pa županu za finančno podporo šolskih športnih tekmovanj, pa tudi za objekte, ki jih imamo v naši občini, športne objekte. To je osnova za delo. Hvala. Izvoli. Hvala za besedo. Imam 3 vprašanja. Prvo je sprememba občinskega prostorskega načrta. Kakšni so načrti in časovni roki, glede na to, da smo občani predloge, ki smo jih dobri 2 leti nazaj lahko dali na občini, tudi plačali oziroma bi ljudje radi vedeli, kako gre to naprej. Potem drugo vprašanje v imenu krajevne skupnosti Holmec bi vprašal, kdaj je predvidena sanacija pešpoti od Poljane do Holmca, ker na določenih mestih, ki je sploh od Lenskega deževja, cesta postala nevarna za uporabo, ker je spodprana, asfalt pa je že fejst močno poškodovan. Zdaj pa kot tretjo, iz kulturnega društva Mohorjan in določeni posamezniki so me vprašali oziroma so me prosili, da postavim vprašanje, da so na občino menda že pred časom poslali predlog, da se ob 90-letnici jubileja našega častnega občana Lojzeta Lebiča, sedaj enega izmed najbolj svetovno priznanih slovenskih skladateljev, sprejme odlok o poimenovanju letošnjega leta 2024 kot leto Lojzeta Lebiča, skupaj s predlaganimi aktivnostmi. Teda, ker niso dobili odgovora, pač vprašam, kako je na tem. Hvala lepa. Izvoli. Jaz bi pa samo vprašal, glede na to, da so bile iz poplav sanirane pri 10 družinah okna in vrata, če so terjatve bile poslane, ker je bilo to pač iz predhodnega programa, ki zajema samo občinsko infrastrukturo, gre pa za nekje za 28 000 evrov. Hvala. Imamo naknjiženo na terjatvah in ko bo situacija, teda bomo tudi izvršili, kar je treba narediti. To je bila pač pomoč takoj po poplavah, da smo zaščitili premoženje, smo pomagali pri postavitvi določene infrastrukture stavbnega pohištva, da smo zaščitili premoženje. Imamo v postopku in imamo v terjatvah, tako da peljemo stvari naprej. Hvala za besedo. Mene pa zanima, glede na to, da jeseni ni bilo, bom rekla, sej na vseh predelih ne čiščenja, bom rekla, podeželskih asfaltnih cest, se bo to zdaj spomladi naredil ali bojo tisti, bom rekla, ostanki narave, ki pač padejo na asfalt, ostale tam, zato ker to je, bom rekla, skoraj 100% povzročitelj potem, da tudi pride do plazov ob cestah, ker pač voda ne izteka tam, ko bi morala.
pa še tu, bom rekla, pri šoli, nasproti avtobusne postaje, ta druge, bom rekla, ki je na kontrastrani šole, je ena, bom rekla, velika udarna jama, tam, ko so asfalt rezali in je res tisti, bom rekla, res tisti je malo poglobivo in ko se z avtom pripeleš, bom rekla, prav ostro v dolbino, pač vseka avto, no, da bi se tam se treba zaplikati. Na parkirišču ali na cesti? Ne, na cesti, dejansko od šole proti vrtcu. Vreda, je predvideno za sanacijo cesta, cela. Še kdo? Če ne, smo zaključili s točko pobude in vprašanja, smo pri točki. Razno, še kdo? Točko razno, kaj? Da se planira naslednja seja. Naslednja seja v juniju. Ja, točno, ampak juniju bomo še imeli. Tam nekaj je v redu, se vam zahvaljujem za konstruktivno delo. Hvala. Lep večer. Odgovori na pobude in vprašanja podana na 10. redni seji občinskega sveta občine Prevalje dne 22. februarja 2024. Občinski svetnik Urban Šumah želi evidenco sredstev in sicer pove, da so občina, prostovoljno gasilsko društvo, civilna zaščita in javno komunalno podjetje LOK prejeli različna materialna sredstva v poplavah. Želi, da se izdela evidenca, iz katere bo izhajalo, komu je bilo kaj dano, kdo je kaj pridobil in katera sredstva so bila vrnjena in komu. Odgovor. Občina je posredovala pozive za posredovanje podatkov, o odgovorih bo občina poročala na naslednji seji občinskega sveta. Občinski svetnik Urban Šumah pove, da je glede na njegovo službo pripravljen skupaj z občino pregledati zahtevke, preden jih občina odda naprej in ponudi pomoč, da to naredijo skupaj. Odgovor. Pobuda je bila sprejeta. Občinski svetnik Ivan Packovič pove, da prebivalci Nicine strani občinske uprave še vedno niso prejeli odgovora glede namestitve žabih poklopcev. Župan pojasni, da je bil pred kratkim sestanek s predstavniki Direkcije Republike Slovenije za vode, s katerimi so se dogovorili, da bodo v sklopu zaščite struge Meže vzporedno namestili tudi žabje poklopce. Odgovor občinske uprave. Občina je ponovno posredovala dopis občanov na VGP Drava d.o.o., ki je koncesionar za urejanje vodotokov. Občinski svetnik David Kavtičnik ponovno apelira na občinsko upravo, da je na nogometnem igrišču nujno potrebno zarisati označbo za intervencijsko pot, saj je preteklo soboto ponovno moral pristati helikopter na nogometnem igrišču. Župan pove, da se bo ta intervencijska pot označila nemudoma v prvi priložnosti, ko se bodo drugje v občini delale cestne označbe. Odgovor občinske uprave. Zaris se bo uredil v sklopu izvedbe talnih oznak v letošnjem letu.